Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Umetna inteligenca v Sloveniji, pogovori s slovenskimi podjetji, ki nam povedo, kako uporabljajo, planirajo in implementirajo umetno inteligenco. Moje ime je Peter in kot vedno bom tudi danes vodil ta pogovor. Gre za verjetno že 15. pogovor po vrsti. Pojdite si pogledati prejšnje pogovore na ui-slovenija.si, kjer nam je že marsikatero slovensko podjetje povedalo, kakšna orodja so si naredili z umetno inteligenco in kako uporabljajo umetno inteligenco. V današnjem pogovoru pa imamo super gosta iz enega večjih slovenskih podjetij, ali pa precej velikih slovenskih podjetij. Z mano je Uroš Medem iz A1. Uroš, živa. Živa, Peter, zdravo. Uroš, ti si vodja upravljanja s podatki, analitiko in umetno inteligenco na A1. A1 verjetno ne rabiva posebej predstavljati, kaj ti ne vem, kaj si moral početi v Sloveniji, da se nisi spotaknil čez A1. Ampak kaj dela vodja upravljanja s podatki, analitiko in umetno inteligenco, pa mogoče kako si ti do tega pozicije prišel? Ok, zdravo, Peter, hvala za povabilo. Teli pogovori se mi zdijo super, tako da je fajn videti, kaj se tudi na trgu dogaja. Kaj dela vodja upravljanja s podatki, analitiko in umetno inteligenco? Ja, lahko rečem, da mi smo res povezani v celotno podjetje. Ker podatki, governance podatkov, analitika in sedaj zadnja leta tudi umetna inteligenca je res pomembna v vsakem kotičku našega podjetja, ne? Tako od odnosa do strank, do naše komunikacije s strankami, kot tudi interno do pregleda, kako deluje naš klicni center, kako delujejo agenti, do tega boljšega vpogleda v nabavne postopke, v legal postopke, HR postopke, do vseh marketing odločitev, poslovne prodaje, rezidenčne prodaje. Tako da lahko rečem, da smo res vpeti v veliko oddelkov, z večino oddelkov sodelujemo in jih tudi podpiramo pri analitiki. Zadnja leta pa seveda tudi pri uvajanju umetne inteligence v njihovo delo. To ni tvoja prva funkcija na A1. Kako si ti prišel do tega, oziroma katere so prejšnje stvari? Kar hočem reči je, moje vprašanje je bolj, katere so znanja ali pa delo, ki si ga v preteklosti opravljal, ki ti zdaj omogočajo, da to, kar delaš dobro in boljše. Ja, moja pot se je v bistvu začela v drugem oddelku. Kot inženir telekomunikacij sem začel s planiranjem radijskega omrežja. Tako da lahko rečem, da sem potoval res skozi veliko oddelkov, skozi A1, kar me tudi navduševalo, mi dalo zagon za nadaljnjo rast. Tako da začel sem pri planiranju radijskega omrežja, potem kmalu sem pa prišel v nek quality assurance oddelek, ki se je ukvarjal nekako z end-to-end zbiranjem podatkov, analizami, testi radijskega, fiksnega, jedrnega in mobilnega omrežja, ne. In že tam smo zelo veliko delali na način, da smo zbirali podatke, uvajali kakšne napredne algoritme, tudi machine learning, za predikcijo, kdaj bojo bazne postaje zabasane, po domače rečeno, kje je treba kakšno širitev, katere featurje kaj vključiti, da bojo izboljšali uporabniško izkušnjo. Do tega, da smo zbirali iz različnih omrežnih elementov podatke, jih združevali na isti nivo in tako nekako dobivali nek end-to-end pregled. Zakaj? Da smo lahko bili boljši, da smo lahko tudi hitreje kakšne napake zaznali in da smo dobili dejansko vpogled, insight, boljši insight v delovanje. Ta pot me je potem vodila naprej v tako imenovan BI in DVH oddelek, kjer sem zdajle zadnjih, bomo rekli, 6-7 let, ki je pa zrastel precej. Zdaj se ne ukvarjamo več samo z BI-jem in DVH-jem, da bi zbirali podatke, ampak se ukvarjamo z res celovitim pregledom delovanja podjetja,
To pa vključuje seveda od zbiranja podatkov na isti imenovalec, do gradnje analitičnih orodij, do naprednih analiz nad vsemi podatki, do grajenja, bomo rekli, rešitev z umetno inteligenco, do machine learninga in prediktivnih modelov. Tako da dela nam ne zmanjka in lahko danes podebatirava še v kakšnem malo bolj detaljnem caseu. BI in DVH je Business Intelligence and Data Warehouse? Ja, tako, ja. Ok. Koliko je ta... Generativna umetna inteligenca se hvali s tem, da ne rabi strukturiranih podatkov in da lahko pač v njo vržemo stvari in da potem super dobro dela. Ali pa ne, da se narobe hvali s tem. Temu vemo, zdaj smo se naučili, da temu ni več tako. Kako zelo je pomembno, da ima podjetje ta prvi del podatkov strukturiran, da lahko pristopa k umetni inteligenci taki ali pa drugi? Zelo. To je v bistvu prvi korak. Zbiranje podatkov na eno mesto in imeti jasno sliko, kaj se dogaja, kje v procesu se nam zatika, kje v procesu je ročno delo, kje je avtomatizirano delo. Brez tega vpogleda v sisteme, v procese, je zelo težko tudi vpeljati umetno inteligenco. Ker kaj smo tudi videli zadnje čase je, da ljudje živijo v predpostavki, da se to bom pa malo not vrgel in mi bo umetna inteligenca sama rešila. Ker se pa enkrat to mogoče deluje celo na kakšnih manjših primerih. Ne vem, vržeš 2-3 dokumente, pa eno Excelico z nekimi podatki, ki si jih nekje dobil, ki niti ni, bomo rekli, ali prevelika ali prekompleksna in mogoče deluje. To v našem svetu, kjer je pa to vseeno preko 50-70 sistemov, ki jih povezujemo in zbiramo podatke iz njih, do end-to-end pristopa. Vidimo, da v korposvetu vseeno je treba vzdrževati governance, je treba vzdrževati in imeti vpogled v celotno širino, ne samo v en delček. In tukaj res opažamo, da vsa ta leta pred umetno inteligenco, bomo rekli, ker smo dali ogromne poudarke na data governance, na čistočo, na data quality, nam zdaj omogoča biti res hitrejši, lažjo implementacijo in lažje identifikacije use caseov tudi. Kako pa narediš, da ne postane ta oddelek ustavljalec kreativnosti ali pa ustavljalec napredka? Ker zelo pogosto, ko želimo neke nove projekte znotraj podjetja narediti, je lahko velik štoper to, da dokler bomo te podatke, kaj hočemo delati, pripeljali v obstoječe strukture, nam bo to podaljšalo projekt še za 1 leto. Kako najdeš to srednjo pot, ko rečeš, ok, pa pejte danes z Exceli, pa bomo to že čez nekaj cajta noter spravili, ne pa dajmo še 2 leti delati na tem, da se bo to pripeljalo v naš BI. Ja, seveda, Peter, to je ena. Excel, pa greva mogoče malo bolj strukturirano. Eno je definirati si nek governance in v temu governance reči prvi korak, Excel definitivno ni vir podatkov. Ja. Tako da, če gremo malo na podatkovno analitiko, mogoče se najprej tega dotakneva, ne? Mi smo imeli celovit projekt, ki je trajal tudi 2-3 leta, prenove celotnega poslovnega poročanja, analitike, self-service analitike in insight dela. Kaj smo tam počeli? Točno to, identificirali, kje so kakšni viri, ki niso sistemski, ki ne grejo dejansko iz vira. In smo skozi to identifikacijo potem začeli vpeljevati vse v DVH in delali orodja, ki omogočajo self-service analitiko, do te mere, da odgovorijo na 90% vseh vprašanj. Nikoli ne moreš priti do 100%. Ta orodja smo potem imeli v strategiji Data Democratization in Transparency. To pomeni, da vsa orodja smo na tak način, vse podatke smo na tak način pripeljali, da so bila do neke mere, do nekega nivoja so bili podatki javni vsem zaposlenim, ne zunanjosti.
Kaj smo s tem omogočili? Ne? Transparentnost nam je omogočila, da so vsi res začeli verjeti v iste številke, vsi gledali iste številke in kar naenkrat je bila transparentnost poslovanja se dvignila precej. Če se premakneva na področje AI-ja, mi trenutno nočemo zadušiti nobene uporabe AI-ja, želimo si, da ljudje eksperimentirajo, da raziskujejo in da delajo to iterativno večkrat. Nočemo pa tudi kaosa. Zato smo v bistvu ubrali pristop, da imamo svobodo, vendar znotraj nekih pravil. Mi smo definirali, katera orodja so na voljo, smo definirali, kateri okolja so na voljo, kam se sme kakšne podatke dajati, kateri environmenti so na voljo tudi za povezovanje, za kakšno avtomatizacijo. Določena orodja smo pa tudi prepovedali. Naprimer, ne moreš kar prosto uporabljati in dajati naših podatkov v prosto neplačljiv, recimo tudi ChatGPT. Vemo pa, da določeni ljudje rabijo pa seveda več svobode in orodij sedaj na področju umetne inteligence je ogromno in jih je treba tudi testirati. In če najdemo ljudi, ki si to želijo testirati, poleg nas seveda, ki testiramo mogoče malo na bolj inženirski način, imamo tako imenovan tudi AI Lab. AI Lab pomeni, da v bistvu imamo, da lahko si zamisliš kakšno licenco, ki bi si jo želel, pokažeš use case, in je dokaj hitro odobreno za uporabo recimo 6 mesecev in se lahko testira. Nano Banana, VO3, Claude, tako da smo zelo naklonjeni temu, da v bistvu testiramo, raziskujemo. Ker kaj smo tudi ugotovili skozi čas, če je bila prej podatkovna analitika mogoče vse nekako bolj centralno vodena, vidimo, da zdaj uporaba umetne inteligence moramo dati več svobode ljudem, da eksperimentirajo. In tako, kot sem prej rekel, nočemo zadušiti uporabe AI-ja, nočemo pa niti kaosa. Tako da neka organizirana smer, ki omogoča svobodo. Ok, super. Ni pa dovolj to, da ljudem damo licence. Vi uporabljate Copilota, to, da ljudem damo dostop do Copilota, ni dovolj. Kako ste tukaj pristopili? Vem, da ste imeli veliko nekih dogodkov organiziranih, ki so omogočili, da ljudje dobijo znanje, izkušnje in tako naprej. Nam lahko to malo opišeš? Lahko je. Mi se v bistvu z umetno inteligenco ukvarjamo že vrsto let. Že začetki machine learninga in data scientistov, to govorimo 6 let nazaj. Zdajle z generativno umetno inteligenco smo se v bistvu začeli ukvarjati že 4 leta nazaj, kjer smo že takrat organizirali prve delavnice, pokazali, kaj je na voljo, kako lahko to ljudje uporabljajo in kupili prve ChatGPT licence. Seveda, to je bila ta neka awareness faza. Takrat so bili to bolj mogoče kakšni omejeni krogi, neki čempioni, neki AI moderatorji, ki so imeli te licence. In lansko leto smo pa, in 2 leti nazaj recimo, smo pa res začeli malo bolj to organizirano dostavljati do ljudi. To je bilo v bistvu hand in hand s tem, ko je tudi so vse Copilot licence prišle vsem zaposlenim na voljo znotraj Microsofta in smo začeli z ogromno različnimi treningi. Treningi so pa deljeni recimo na 3 nivoje. Na awareness nivo, kaj se sploh da, kaj je mogoče, kako uporabljati. In to so te primeri, ko se ljudje potem navadijo to uporabljati na mesto Google, recimo. To je ta prvi čista awareness. Drugi nivo je, ko ugotovijo, da lahko dobijo že research iz tega ven, da ni treba njim research, ni samo en odgovor, ampak lahko že večstopenjski research uporabljaš. To je ta awareness nivo. Potem rečemo acceleration nivo, je to, ko nekdo si že kakšnega svojega personal agenta naredi. Torej za neko ponavljajoče se delo, ko on vidi, da ni treba vedno znova istega prompta pisati in si raj kreira nekega osebnega asistenta, ga nauči, kaj hoče dati kot input, kaj hoče dati kot output in na ta način v bistvu si pohitri svoje delo, ga lahko tudi mogoče deli z ekipo, da vsi na podoben način delajo. To je ta
še vedno smo tukaj na personal nivoju. Mm. Potem je pa naslednji nivo, je pa mogoče že timski. To je pa, ko ugotovimo, da je nekaj, kar je nekdo zase uporabil, zakaj pa ne bi to cela ekipa. In tukaj pa majčkam pridemo potem že malo v governance, ne? Ker je treba pa mogoče malo pogledati prompt, ga malo boljše spisati, ga definirati, pa mogoče kakšen confidence level noter dati. V vseh teh fazah ponovadi potem že nas kaj kontaktirajo, da jim malo pomagamo pri teh zadevah. In na koncu je to nekako team nivo. Torej, ekipa uporablja neko orodje, ki je bilo narejeno z umetno inteligenco, ampak že na timskem nivoju. Use cases, ki so pa res zanimivi, katere pa smo začeli v bistvu lansko leto nekje na sredini leta, so pa multi-team. Tukaj pa prijemo potem do procesov, ki niso samo znotraj tima, ampak so medekipni procesi. In to je ta, kjer res v bistvu smo zdaj identificirali, da tukaj se skriva value, da če je bilo tisto prej samo nekako na osebni produktivnosti, gremo zdaj na dodajanje vrednosti res na celovite procese. Pohitriti, avtomatizirati, predtem pa seveda še identificirati. Ja. Prideva do tega. Če greva na čisto prvi korak, ne? Koliko so se zaposleni upirali Copilotu? Zdi se, da ima Copilot malo slabo ime, v preteklosti malo upravičeno, ne? To, da so se neki novi modeli prinašali novi modeli ChatGPT-ja prinašali v Copilot, je včasih trajalo pol leta, pa še več. Danes je 5.4 je bil praktično isti dan v ChatGPT-ju, pa isti dan v Copilotu. A ste imeli tukaj, imate, se verjetno to še vedno traja, tukaj takšne izkušnje, da so zaposleni mi pa ne bi Copilota? Ja, od začetka seveda je bilo, ne, še posebej pri uporabnikih, ki so mogoče bili malo bolj napredni, imeli plačljivo licenco ChatGPT-ja. In ko smo jih začeli navajati in ko smo začeli testirati Copilota, se je poznala razlika. Ni bilo najboljše. Bom rekel, da v zadnjih 2-3 mesecih je Microsoft vsem to precej bolj izboljšal. In so vsi featurji, ki so nekako na voljo ChatGPT-ju, recimo 5.3, 5.4, ki je še zdaj pred kratkim ven, so v zelo kratkem času zdaj na voljo tudi v Copilotu. Ravno včeraj mislim, da je bila novica, da bo tudi Anthropic, da prihaja v Copilota. Trenutno ga še ne vidim, ampak čakam, da... Vsi čakamo, kdaj bomo lahko kliknili. Da bomo to poizkusili. Tukaj bom rekel, da niti ni toliko v orodju. Orodja so različna. Tukaj je bolj najti to kritično maso ljudi, ki vidi doprinos načina dela z uporabo umetne inteligence, in ko se enkrat to zgodi, ko mi nekoga v nabavi, ki mogoče predtem sploh še ni slišal za umetno inteligenco ali pa nekje, pa jo zdaj redno uporablja in si skozi kakšno delavnico naredi kakšnega agenta, to so zame dosežki na tem nivoju kot personal productivity, rečemo. Ne? Da ne govorimo o večjih primerih umetne inteligence. Koliko lahko res pričakujemo, da bodo zaposleni si sami delali asistente ali pa projekte v ChatGPT-ju, pa mogoče potem še celo kakšne avtomatizacije, o katerih bomo prej govorili. Ne? To se mi zdi, da je po moje to ful problem v tem, da na eni strani veliko pričakujemo od zaposlenih, na drugi strani, ker to, da si jaz vzamem čas, pa razmislim o svojem delovnem mestu, pa o postopkih, pa kaj v resnici delam, pa razmislim, kako se to prestavi v umetno inteligenco, pa si naredim asistenta, je v resnici veliko, ker imam 8 ur dela ali pa 9 ur dela že itak vsak dan. Ne? Koliko to vi pričakujete od njih, koliko jim tukaj pomagate in na kakšen način? Ta stavek, ki si ga rekel, imam 8 ur dela. To je zelo pomemben stavek. Vprašanje tukaj je, kakšnega dela. Ja. Je to neko ponavljajoče se delo, je to neko operativno delo in mogoče delo, ki je kreativne narave ali izboljšava nečesa, nikoli ne pride na vrsto. In kaj
mi želimo doseči, da se zaposleni začnejo zavedati, da ta operativni aspekt dela, da tukaj si lahko pomagamo sami ali pa recimo z našo pomočjo kot oddelek, ki skrbi nekako za razvoj teh produktov oziroma procesov. Kako jim mi pomagamo pri tem? Mi imamo en program, ki se mu reče Smarter Every Wednesday. To je program, kjer mi vsako sredo objavimo neko novičko, nek tips and tricks, kako si lahko pri neki zadevi pomagaš. Ali je to delanje zapisnikov, je to uporaba Copilota v Teamsih, v Excelu, v Wordu, je to samo uporaba nekega drugega orodja, kot naprimer Planner, Tasks ali pa Lists, ki ti mogoče niti ni nujno, da vedno pohitri, ampak tvoje delo digitalizira. In s tem dobiš tudi boljši vpogled, kaj zares delaš. Ker ko so enkrat procesi, podatki digitalizirani in dostopni, potem vpeljava umetne inteligence nad to ni več noben zahteven korak. Mogoče, če nadaljujem, torej Smarter Every Wednesday je pač en programček, to so neke bolj objave, kjer spodbujamo ljudi, da čim več komentirajo in si delijo izkušnje. Potem imamo znotraj oddelkov, v vsakem oddelku imamo enega ali dva, niso čisto uradno tako poimenovani, ampak nekako čempiona, ki malo je šel že na kakšna dodatna izobraževanja, je tudi nekako lastnik nekih agentov, ki so za nivo ekipe, je nekdo, ki ima malo več znanja kot nek osnovni nivo. Tako da največ sodelovanja je potem z njimi, da identificiramo naprej, katere procese bi še kaj bolj avtomatizirali. Naša vloga je pa seveda, ko pride do kakšnih bolj kompleksnih primerov, ko je potrebna IT integracija, ko je potrebno kaj inženirsko razviti, ker čim govorimo kaj več kot agent, je seveda so potrebni inženirji. In pa seveda pregled ter governance, kaj se v podjetju vse razvija, dogaja, pomagamo pa seveda tudi pri izračunu vrednosti. Ker konec koncev naš strateški cilj je tudi imeti neke merljive KPI-je, da ni umetna inteligenca samo neko orodje, imamo super, ampak dejansko moramo meriti, kaj smo izboljšali, kako smo izboljšali in s tem napredovati. Tako. Imate tudi neke hackatone interno organizirate, lahko še o tem kaj poveš? Ja, seveda, vsako leto imamo vsaj 2 v A1 Avstriji, oziroma na A1 skupini. Kaj doprinos, seveda? Mi smo del večje ekosfere, torej A1 Group je prisoten v Avstriji, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Hrvaškem, Bolgariji. In seveda žanjemo tudi znanja med vsemi državami. Tako da ti hackatoni so organizirani tudi na nivoju celotne grupe. Imamo tudi seveda kakšne lokalne zgodbe, tako da tega je kar veliko. Tukaj so dvojni benefiti. Eno je, da pridejo ven dobre ideje, drugo je pa tudi identifikacija ljudi, ker velikokrat se kar kakšen najde, ki dejansko pozna in ve več, kot si mislimo. Ok, super. Ko date vso to podporo različnim oddelkom, bi izpostavil oddelke, za katere se ti zdi, da se je bolj izkazalo, da jim ta orodja pomagajo, ali pa oddelke, za katere se je manj izkazalo, da jim ta orodja pomagajo? Bom rekel, začetki so bili največ v marketingu. Ker se tudi največ tega researcha, product ownerji, project managerji, to so bila ta največja področja, kjer se je hitro upeljava umetne inteligence poznala. Je pa res, da oni nimajo toliko ponavljajočih se procesov. Torej, vrednost, katero pa lahko ustvarimo, je pa mogoče večja v kakšnih drugih oddelkih, kjer ni toliko kreativnosti. Tako da zelo odvisno, zdaj, v katero smer se pogovarjava. Je to zdaj bolj smer
avtomatizacije ponavljajočih se zadev, ali je to smer brainstorminga, researcha, segmentacije uporabnikov, prediktivne analitike. A ne? Tako da zelo različne use cases. Ker glih to se mi zdi, ne, da najbolj šajni primeri so neke video, pa slike, generiranje, pa take stvari. Ne. Največ tega, kar se pa v firmah dela, so pa neki back-end procesi, ki so dolgočasni v narekovajih, ne, ki niso lepi za pogledati, kjer gre za prenašanje ali pa preoblikovanje podatkov, pa lahko tukaj neko največjo dodano vrednost naredimo, pa se zaradi tega tudi premalo govori o teh oddelkih, pa o teh delih, ne, o tej avtomatizaciji back-end procesov. In glih Microsoft je pa tukaj ravno super zaradi tega, ker seveda s tem povezovanjem vseh naših orodij, s Power Automatom, s Copilot Studiom in vsem ostalim, nam omogoča, da si tukaj še nekak največ naredimo. Ne? Vi ste, zato ker to skupaj delamo, to tudi vem, ne, pristopili kar k resnemu popisu procesov, ki naj bi pripeljal tudi k temu, da potem ravno neke take zaledne procese avtomatizirate. Ja, mogoče, če se malo dotaknemo use cases. Ti use cases, kjer so low hanging fruits, ne vem, kako se to po slovensko reče, ampak mogoče se razumemo. Ti smo se že tako ali tako lotili. Mi smo recimo bili, lahko rečem, da smo v ospredju z našim chatbotom, voicebotom, ima res izjemno zadovoljstvo. Upravimo več kot polovica stikov, je zdaj že prek teh digitaliziranih kanalov z super NPS skorom. Bili smo eden izmed prvih podjetij, ki smo naredili reklamo s pomočjo umetne inteligence, Jurij Zrnec in njegove žoge in pingvini. Tako da bili smo eden prvih, ki smo na webshop z umetno inteligenco, da ti najde video posnetke, reviewje določenih izdelkov, tako da smo zmanjšali ta potreben korak stranke, da gre še naprej raziskovati o temu produktu, ampak mu to ponudimo že na naši spletni strani. Do interno razvitih kakšnih orodij, kot sem že prej omenil za network, kjer recimo network capacity, računamo za prediktivno analitiko, vemo, kdaj bojo potrebne nadgradnje, kako raste promet, do tega, da smo delali prediktivne modele za energy saving, da smo izboljšali porabo električne energije, to je bilo še posebej pomembno v času, ko je šla električna energija zelo gor. In do analize različnih, do mailov, do klasifikacije kontaktov, to v bistvu zdaj na nek način so že kar higieniki ratali. Zdaj se ukvarjamo, pa smo pa ugotovili, da te zadeve so super inženirsko, ampak tako kot si omenil, veliko je pa skritih zadev v oddelkih notri, ki sploh ne veš, kaj točno oddelki počnejo. In kaj, ker načelo pa je, AI algoritmi, umetna inteligenca, algoritmi, robotki, to je zadnjih 10%. Predtem 20% je, da imamo dobro data governance, dostop do podatkov, dostop do sistemov in nekak dober environment. To je 30 oboje skupaj. Kje je ostalih 70? V identifikaciji procesov. Veliko je procesov, ki mogoče tudi niso popisani, se skrivajo v ljudeh, v glavah ljudeh, in identifikacija vsega tega, tukaj je ta, bomo rekli, hidden gem. In to smo lansko leto malo začeli s parimi oddelki, letos gremo pa to zelo sistematsko. Se lotevamo oddelka po oddelku in z njimi govorimo. Imamo 2 delavnice, najprej spet ponovno malo o AI-ju, kaj se da, kakšni so dobri use cases znotraj podjetja, zunaj podjetja, malo ta eye opener, potem gremo pa prav na njih. Kako počneš, kaj počneš, kakšne so tvoje ideje, zakaj to ročno, tukaj bi lahko. In v bistvu je zelo veliko 1-na-1 pogovora, kot nek intervju za vsak oddelek posebej. To je seveda veliko energije potrebne, ampak tukaj vidimo res dodano vrednost.
In taki pogovori potem lahko verjetno različne nivoje rešitev prinašajo. Na eni strani klasične neke asistente znotraj umetne inteligence, potem neke avtomatizacije, ki si jih ljudje lahko sami delajo, ali pa potem neke stvari, ki jih je treba na nivoju celotnega podjetja narediti. To je tako imenovana, lahko to imenuješ tudi neka discovery faza. Outputi so pa troj, zato mi to v našem podjetju ne imenujemo to program AI-ja ali pa umetne inteligence, ampak je program umetne inteligence, digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije, podatkovne analitike, zato ker rešitev je lahko več. Nekdo, ki more ene podatke iz nekje nekam drugam prenesti, imaš tudi več rešitev. Lahko bi umetno inteligenco pa robotka naredil, samo zakaj? Vedno mora biti načelo, da je treba izziv, bomo temu rekli, rešiti na najnižjem nivoju možnem. Torej, če je to, dam na primeru prenosa podatkov, je treba povezati en source z drugim sourceom. Ali je to mogoče prek podatkovnega skladišča, ali direktno, in to bo vedno najboljša rešitev. Ker vsi layerji nad tem lahko dodajo ali neko kompleksnost, ali neko možnost napake, ali karkoli. Tako da vedno stremimo, da probamo iti najnižji, kolikor se da. Ko razmišljate o nekih avtomatizacijah z Power Automate ali pa celo neki level višji, s custom avtomatizacijami, je to nekaj, kar razmišljate, da boste ali pa delate, razvijali in-house, ali je to neko znanje, ki ga boste in-house razvijali in pač ga potem tudi dolgoročno uporabljali, ali je to nekaj, kar mislite, da je lažje dajati ven? Oboje, bom rekel. Seveda tudi spet odvisno od kompleksnosti in resursov, ki jih imamo. Eno je spet, bomo rekli, ta osebna avtomatizacija. Tukaj probamo ljudi do neke mere naučiti, da si lahko kaj tudi sami avtomatizirajo. Ampak to so ponavadi zelo enostavni primeri. Če pride do kakšne IT-ovske robotizacije, avtomatizacije, tam seveda imamo tudi kakšne inženirje, ki se s tem ukvarjajo. To je za kakšen provisioning, kakšne back office. Najbolj je pa seveda pomembno to, da mi, če opazimo, da proces ni idealen ali pa da je problematičen, ima preveč korakov, imaš dve rešitvi. Lahko ga greš avtomatizirati, robotizirati, ampak proces je še vedno tak, kot je. Ta najboljša rešitev je pa seveda, da se pogleda proces, se ga razbije, se pogleda, kaj je sploh potrebno in se ga postavi na novo. Ko se ga postavi na novo, se ponavadi odkrije, da je lahko veliko bolj enostaven. In takih par primerov smo imeli, v lanskem letu smo jih začeli, v letošnjem letu nadaljujemo. Eno je že v poslovni prodaji, da je kalkulator za B2B stranke, da je sistematiziran, da je vedno isto, do izdelava ponudb, pogodb, vse to, da je v bistvu sistematizirano, da dobiš podatke tudi recimo iz DVH-ja, o uporabi, da je čim več avtomatiziranih stvari, da ni treba nekam gledati, pa spet nekam drugam, ampak da je čim več nekega pregleda že vpeljano v CRM orodja. Do kakšnih izvršb, kjer smo tudi povezani s tudi kakšnimi zunanjimi podjetji, kjer je treba potem proces pogledati, ga popraviti, poenostaviti, potem se pa odločiti, a rabimo razviti kakšen umetno inteligenco, a rabimo razviti kakšno mini aplikacijo, ali pa to na koncu lahko samo dovolj, da se poveže par virov, potegne podatke, sestavi nek self-service analitiko, ki ti daje statuse in že s tem ponavadi izboljšaš ogromno. Kakšen je pa odziv sodelavcev in sodelavk k temu, da vi popisujete to, kar oni delajo v službi in jim potem te naloge avtomatizirate? V smislu, a je tukaj veliko tega nekega umetna inteligenca mi bo vzela službo ali pa puste moje procese pri miru, ker jaz to delam tako, ko je prav, oziroma koliko je tega, pa kako se na to odzivate? Kultura pri nas je zelo usmerjena v prihodnost. Tudi, če gledamo bolj z kadrovskega stališča, mi želimo skozi ljudi razvijati, veliko dajemo v razvoj zaposlenih, imajo veliko mogočnosti.
pridobitve licenc, Udemy, DataCamp, LinkedIn Learning, to so vse je na razpolago v našem podjetju, veliko teh obiskov konferenc. In ta future skills, future learning je že kar inkorporiran v naše zaposlene. In tudi to, ko se pogovarjamo o teh procesih, bom rekel, da zdaj sem že zelo veliko zaposlenimi smo dali to čez in odziv je ravno obraten. Ljudje, zaposleni so navdušeni, da se v bistvu pogovarjamo z njimi, kaj počnejo, kako bi lahko izboljšali procese. Ker na koncu dela je vedno preveč. Ljudje si želijo delati boljše stvari, izboljšave, nekaj novega. To je tisto, kar te žene naprej. Bomo rekli, da malo zaposlenih je res zadovoljnih, jaz najbolj uživam v tem, ker klikam skozi eno in isto. Tako da zaenkrat še nismo naleteli na veliko odpora, no, bomo rekli. Kakšne metrike pa ste si kot podjetje postavili pri vpeljavi umetne inteligence? Nekaj ste že omenjal. Kako to izgleda, kako to dosegate, kako to merite? Imamo več metrik. V lanskem letu je bilo v bistvu bolj na način, koliko nekih produktov bomo rekli, internih produktov bomo razvili z uporabo umetne inteligence. In koliko v bistvu nekako ur ali efektivnosti bomo s tem uspeli pridobiti. To ne pomeni nič, da bi mi želeli, ker mi bi želeli potem se raj posvečati čemu drugemu. Boljši prodaji, strankam, boljšim kampanjam, biti boljši. Tako da v bistvu v tej fazi bi rekel, da ni nekega odpora in da je se to kar dobro sprejelo. Ok, super. Vi ste, kot si že omenil, del grupe, ki v različnih državah skrbi za to, da imamo ljudje dostop do druge vrste podatkov, do spleta na takšen ali drugačen način. Katere stvari dobite od centrale, kako je tukaj ločeno, kaj delate interno, pa kaj delate tam, če lahko še o tem malo kaj poveš? Ja, seveda. Določene stvari se razvijajo centralno, določene stvari lokalno, ker moramo v bistvu razumeti, če greš nekaj centralno razvijati, je to mogoče kar parkrat višja stopnja kompleksnosti. Čeprav je mogoče za isti produkt, ampak je to več jezikov, več sistemov, več operaterjev in je večja kompleksnost. In se mogoče majčkeno počasneje premika. Se premika seveda, ponovadi so to zelo dobri produkti. Ta agilnost je pa mogoče na lokalnem nivoju na trenutke celo hitrejša. Kar bom rekel, da je tukaj največji benefit, je best practices, da res vidiš, kaj je kdo naredil, kako zgodbe uspeha in delitev teh zgodb uspeha. In da potem vzameš eno zgodbo, tako imenovan one to many, in da potem to distribuiraš tudi drugje. Ok. A je ta odločitev, da je tvoj oddelek prevzame to vpeljavo generativne umetne inteligence, bila dobra odločitev? Pogosto tukaj se zelo pogovarjamo o tem, kdo znotraj podjetja mora imeti roko čez to, kako to delati. IT-ovci to včasih vzamejo, HR to včasih vzame, digitalizacija to včasih vzame. Vi ste tukaj malo drugačni, je to bilo pametno? Moj odgovor mislim, da je da, ampak ga bom malo razčlenil, kako v bistvu celotna zgodba pri nas gleda. Oddelek BI-ja, DVH in AI-ja je v bistvu povezan z vsemi oddelki. In tudi jaz sem v bistvu bil že v sektorju networka, potem sem bil včasih BI, DVH pod sektorjem financ, zdaj smo del IT-ja, sedimo pa v marketingu. Tako da mi smo povezani, če me razumeš, z kar celotnim podjetjem
In jaz mislim, da smo pravi kontakt, ker mi smo tisti, ki tudi zelo dobro razumemo potrebe biznis unitov. Ker smo dali to skozi že pri podatkovni analitiki, pri machine learning fazi in smo tisti, ki jih razumemo, ki poznamo dobro tako poslovne potrebe, kot tehnologijo, kot IT. Zato, ker smo itak nekako nekje vmes med IT-om in biznisom. Tako da seveda je pa tudi fajn, da smo del IT sektorja, da se potem z IT-om bolj povezujemo. Tako da tukaj definitivno mislim, da smo na pravem mestu. Smo pa vseeno za določene zadeve odvojili, recimo za customer facing, torej za CS del, se je vse informirala posebej ekipca, ki skrbi za našega chatbota, voicebota, dela te flove, ker kaj smo ugotovili? Frontline res dobro ve, kaj stranke kličejo, zakaj kličejo, kje se ponavljajo klici. Sej mi skozi analitiko to zelo dobro vidimo, ampak je tam še boljše, so dnevno se pogovarjajo vse in oni so tisti, ki te flove implementirajo potem, da je res chatbot kot pravi agent. Ker ga agenti ga vzdržujejo in ga imajo za sodelavca in ga učijo skozi, kot da imaš novega sodelavca, ga skozi nadgrajujejo. In je v bistvu ta stik s tem našim Lumijom je v bistvu 1 na 1 vsak dan. Ok, super. Kdaj bomo prišli v A1 poslovalnico, pa nas bo tam namesto ljudi čakali samo še roboti, s katerimi se bomo pogovarjali o našem novem telefonu, ki ga bomo kupili? Mislim, da tja še ne pridemo tja, ker zakaj je A1 tudi v ospredju, je vsem ta human touch. Vse dajemo veliko na stranke, podpora strankam, razumevanje, kakšne nastavitve. Ni vse samo robotska prodaja, da mi to kupam, prodam, grem. Vseeno imamo trgovine po celi Sloveniji, si želimo imeti ta najboljšo uporabniško izkušnjo, tako da lahko rečem, da to, da bojo zdaj robotki samo noter, da mogoče kot en pomočnik za razlago, ne vem, tega in tega telefona, namesto da je samo gor kratek opis, da bi mogoče lahko kaj več razložil, da bo pa zdaj robotek se tam sprehajal pa. Ne, čeprav mogoče kakšen testen pa kdaj. A sva pokrila vse, kar sva mislila pokriti? Je še kaj takega, na kar bi opozoril, kar delate, kar nisva povedala, kar bi bilo za ljudi zanimivo? Mogoče nek tak povzetek z moje strani se mi zdi, da je ta rast do AI-ja je zelo pomembna. In velikokrat se zdaj zgodi, da hočemo prehiteti. Vse je fajn, da prehitevamo majčken, da začutimo, kaj se da, ampak da res rata konkretna rešitev z dodano vrednostjo in da bo tudi delovala na dolgi rok, ne zdaj, da se vsak teden kvari in jo je treba rihtati, je res ta zrelost, od governance do začetka, do zbiranja podatkov, do kvalitete podatkov, do tega, da ljudem ponudimo najprej vpogled v podatke, v ta insight. Ker kakorkoli ti umetna inteligenca da odgovore, ti moraš vsem te odgovore, ni to enostavna zgodba, če moraš jih malo razumeti. In zaposleni morajo razumeti tudi svojo sfero. In to pa recimo skozi jasen prikaz tudi podatkov, da so vedno versus previous year, versus plan, da so vedno merljivi, da so vedno nekako relativni, da niso absolutne številke. Vse to je pomembno in to mi gradimo že leta in leta, to zavedanje, data, strast. In umetna inteligenca je samo en dodaten korak do tega. Kjer pa zdaj vidimo vse, da umetna inteligenca bo pa lahko malo več preskoka delala, je pa pri kakšnih te avtomatizacijah. Tukaj so pa seveda potrebni koraki tudi mogoče še na naši strani, malo več narediti API-jev, MCP serverjev, da v bistvu pridemo v to res
konkretno naslednjo fazo, ki ni zdaj samo agent, ampak je agentic. Torej, sprožanje akcij, da bojo agenti res nekaj naredili, ne samo ti povedali, kaj bi mogli narediti, ali ti samo odgovarjali. Smo že tam, ne pa še popolnoma na skali, ki si jo zares želimo. In je to, kar je planirano za naprej. Okay. Zadnje vprašanje je nekoliko za tebe. Kaj je tista stvar pri umetni inteligenci ali pa tudi pri podatkih, s katero se zasebno ali pa službeno trenutno igraš? Kaj je tisto, kar te trenutno zanima? Kaj je tisto, kar uporabljaš, pa ti je najbolj zabavna stvar? Največ v bistvu uporabljam za nek research, tudi za roadmape, da si pohitrim ta odločitveni nivo. Ker kje jaz vidim, da res je ta naslednji korak povezovanja, kje jim umetna inteligenca pomaga, je ta inteligentizacija, torej intelligent decision making. In tudi tukaj jaz opažam, da si lahko hitrejši. Še posebej, ko dodaš vse svojo persono noter, svoje dokumente, vse, kar sem že na to izmenil, in potem še malo researcha zraven, hitrej prideš lahko do nekih zaključkov. Je pa treba tudi paziti tukaj. Ni vse tako črno na belem, ne smemo verjeti v vsaki zgodbi. Tako da, drugače se pa zelo veliko igram, zdaj s Claudom zadnje čase, malo več, malo testiram, ali bi bilo to nekaj uporabnega, da bi še komu drugmu dal. Mislim, bolj, bomo rekli, osnovnim uporabnikom tudi na voljo. Zdaj bom rekel, da z video in slikami se ne ukvarjam toliko. Sem pa včeraj naredil en mini case, sem šel s ChatGPT-om, sem v bistvu dal tvoj webpage, intervjuji, rekel, zdaj mi pa malo zanalizirajo vse pogovore, vseh 15, mi daj skupne povzetke, en odstavek nagovornika, evo, tako. In sem dobil v 5 minutah malo povzetka vseh pogovorov. Tako da, evo, to je bil včerajšnji case, ki ti ga lahko zaupam. Torej, resnično v vsakem stvari, ki jo delam v službi, je to pomočnik. No? Vse to je to, kar ljudem razlagam. Ja, seveda je. Uroš, hvala lepa, da si z nami delil A1 in vašo pot pri uporabi generativne in drugih umetnih inteligenc. In to je to. Hvala in lepo bodi. Super, hvala Peter. Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci.